Lep pozdrav. Jaz bi se začel z programom Forbit, ki bo predstavljal se prav priprava predpisov. Avtomatizacija je mogoče malo zaleteno, še zmer je nek človeški faktor v pripravi predpisov, ker če bi bila avtomatizacija, potem bi še bil tukaj službo, recimo. Automatizacija. Primer bom naredil na enem konkretnem primeru. To je projekt, ki je bil projektiran s 3D, izložen v IFC. Na eni strani imamo neke ključne podatke. Bolj opremljen projekt v nastajanju, se pravi modeliranja z več podatki, boljša, se pravi večja automatizacija, potem za samo pripravi predpisov. To je en most, ki je sestavljen iz nekih elementov. Gremo na Forbit. Se pravi, tudi samo zasnovo ne bom skozi ta predpisov. Se pravi, začnemo z nekim projektom, ali je to projekt nizka gradnja, visoka gradnja, nekaj to pomemben. Seznam vseh projektov, ki vključujejo neke predračune ali pa popise del v nastajanju nekega projekta. Poleg sama struktura nekega predračuna. Se pravi, ko uvažamo, se pravi, ko pripravljamo popis, se pravi, v nekem 3D modelniku nimamo vseh podatkov. Predvsem je to, se pravi, priprava gradbišča za količbe in te podatki, ki jih zdaj še v modelnikih uporabljamo ali pa jih nastamo. Se pravi, jih pa nekako moramo imeti za vrednotenje vsebin. In to se lahko naredimo neke predloge, template, ki jih potem lahko samo podzvojimo. Pravi predračun, pa popis del, so celo investicije. Če si gremo zdaj kar na konkretni primer, jaz bom samo enih par funkcij pokazati, ne bomo naredili od začetka do konca vseh teh elementov v popisu, ampak da vidite v bistvu filozofijo pa neke osnovne postopke dela. BIM projekt. V BIM projektu imamo seznam vseh BIM projektov. Eno je projekt sestavni del predračunov obračunov, drugo pa BIM projekt, ki je potem nadgradnja projektov. Recimo tale naš most ima neko povezavo, ima tudi nekaj lastnosti. Lastnosti so predvsem pomembne, se pravi, kar ste videli na levi strani, lahko iz različnih programov, lahko izkorčena, ArcCAD, Civil 3D, Renta, Planteja, pa še druga, si nastavimo neke parametre, atribute, iz katerih potem beremo podatke. Tole je bil uvožen, se pravi, tale 3D model za IFC, izmenjavanje. Lepo se pravi, ta model, če tudi oblačemo, vrstimo, pogledujemo, če kliknemo na nek element, se nam pokažejo določeni podatki. Na levi strani imamo seznam vseh elementov v tem projektu. Naš korak je pa naslednji, se pravi, da naredimo BIM skupine. BIM skupinam dodelimo elemente v 3D modelu in iz teh BIM skupin potem generiramo popise del. Imamo recimo podložni beton, temelji, podniki. Kako povežem, se pravi, za podložni beton lahko grem na sliko, pa rečem tale podložni beton, pa tale na tej strani
Vložnik je gumb dodaj, da, tega, da. Zdaj, če pogledam tale podložni beton, vidim, da imam dva elementa. Se pravi, in tudi, če se tukaj podelijo 161 cm, zmanjšuje število elementov, ki so potem prerazporejeni na te elemente. Lahko enostavno kliknem, pa mi tudi izbirno, se pravi, želim vse tele pasovne temelje dodati na tale gumb dodaj. To so različni načini, kako priznati. Eno je, da neposredno iz modela dodajam element v neki dim skupini ali izbiram iz seznama elementov ali iščem za nekimi filtri. Se pravi, če imam neke dim filtre, pa rečem, izbiram poiskal tale asfalt. Pišem asfalt, skupina, dodeline 3 cm. Dodam še lastnosti, se pravi filter, v kakšnem filtru bom iskal, se pravi, imam neke filtre, se pravi, vse te podatke mi prebere iz IFC, iz tridelni dela. S to bom opisal. Še kaj iščem, se pravi, tale asfalt, prosim, za 8 strani. Osvežim podatke in če zdaj pogledam v elemente PIN, imam v bistvu samo da imam, kar se mi potem zmanjša, se pravi, število elementov, ki še niso razvrščeni. Dodajanje novih skupin je, recimo, da želim nek revizijski jašek. Jašek, dodati. Osvežimo model. Približam, prav, te imam neke revizijske jaške, pa bom tale dva jaška dodam. Tega, bomo potem pokazali, se pravi, kako dobi. Se pravi, to sem zdaj dodelal različnim skupinam in skupine elemente. Naslednji korak je pa, da kreiram popis G. Dodajam, se pravi, imam enostavno možnost, se pravi, da dam določen podložni beton in mi program že samodejno prikaže, se pravi, skoč na tisto postavko, ki je v BIM elementu zapisana. Samo še rečem, kakšna površina ali prostornina pripada k temu elementu, se pravi, podložni beton bomo v kubičnih metrih, temelje, tudi v kubičnih metrih. Zdaj, element ima lahko več, se pravi, lahko je sestavljen kompozit, se pravi, to pomeni, da ima lahko temelj, se pravi, samo ogrevanje betona, potem nek dodatni stroški za betoniranje, H, armatura, potem lahko v IFC na delu, se pravi, ta element sestavljen iz več nekih šifer. Predvsem potem, če bodo neke knjižnice res sestavljene, uporabljene, bo to že v knjižnicah BIM elementov zapisano, se bo potem lahko samodejno revizijski jašek, se pravi, da imam v kosih. Naslednja stvar je pa samo, da povežem, se pravi, razvrstim na te postavke na posamezne skupine del, bom napred dela
postavke ima popis sestavljen. Ok, se pravi, to je to. Zdaj, če pogledamo, je modelni elementi predračuna, me zanima, se pravi, izdelava tega jaška, če želim, mi ga tudi pokaže, se pravi, šira, prav. Velikokrat je dilema potem na koncu, se pravi, kje pa meni nastopa določen element, se pravi, ko imam popis sestavljen iz 500 000 postavk, je zelo težko iz liste, se pravi, če nimam povezati z elementom pogledati, kje pa določen element nastopa. Se pravi, iz tega imamo lahko potem enostavno aplikacijo. To ne iščemo v listih, kada pridejo v kakšnih spremljenih mandatnih del. Približno lahko je potem tudi osrešil, se pravi, če se v fazi priprave projekta ali pa potem že v fazi izvedbe karkoli spremeni, lahko vsakič z IFC izdelovano te podatke osrešil in pa se nobeno kaže nerazvrščene elemente ali pa tistih, ki so. Pa tudi izračunane nove količine. In zakaj je to smiselno, se pravi, priprava dela je tista, ki potem temelji za nadaljnjo obdelavo denarja. Se pravi, iz tega jaz dobim neko oceno investicije, ki vsebuje, se pravi, vsaka postavka ima v ozadju nek normativ in če pogledam to v predračunov, se pravi, sam pokazal, se pravi, zakaj ABC analiza, se pravi, da vem, s katerimi ključnimi proizvodnimi viri opereram na tem projektu in katere ključne vire moram tudi slediti v fazi izvedbe. In če pogledamo še ključne postavke, se pravi, da imam tudi takojšen pregled ključnih postavk na projektu. Se pravi, za to avtomatizacijo, se pravi, iz tim elementov povezavo na tehnološke postavke, imamo zadnje kup podatkov, s katerim lahko dobim neke uporabne informacije za obvladovanje projekta. Toliko, če se kakšno vprašanje. Jaz sem eno vprašanje. Potem na koncu odrasle pod skupine, ne bi naredila sam, glede na bazo podatkov. Ne, zaenkrat še odmeri pa sam razporedim. Jaz bi morate ročno. Ročno razporedim. Ni pa, če bi bila neka avtomatizacija, standardizacija popisov, se bom počas tudi tega izognila. Se pravi, bo že zapisan, se pravi, če bo pripadala šifra zemljskim deli, ki bo že sama razpoznala, da je to prav zemljske dela. Če izmeri ista struktura, ki pa nujno, imamo lahko kanal 1, kanal 2, kanal 3, ki ima že 10-15 postavk. Te bo še zmeri neka dilema. Se pravi, če bo pa standardizacija, se pravi, skupin, po vrst del, standardno predpisana, potem pa je to tudi avtomatizacija. Sicer imate tudi komponirane note. Ja, so popise, ne? Ja. Tam je pa že določeno. Zdaj me zanima, kaj pa šifriranje, imate vi svoje šifriranje? Ne, striktno 5-mesna šifracija DRS-jeva. Super. Tlej v bistvu se pravi, če bi popise pripravljali standardne popise, se pravi, da bi popis postavke že vsebov 5-mesno šifracijo, je potem za kalkulacije to delo 5 minut. Program se nobeno poišče po bazi odgovorjočo postavko, v zadnji je vsa tehnologija, vse cene, se pravi, da je potem končna faza kalkulanta, pa komercialista. V končni fazi bo kalkulant izpadel iz igre, se pravi, da smo še komercialist, ki bo preveril, da lahko za tisto tehnologijo in s tistimi cenami upravi ali pa napiha. Vprašajte, kako prej izmeriti to vaše rešitve te količine? Zaenkrat jih preverjamo iz IFC modela. Mi v programu Fortnite ne izračunavamo količin, ampak jih preverjamo iz modela. Se pravi, če imamo mi temelje, ki sem prej pokazal, vsak temelj je v tem modelu izračuna, ima neko vrednost.
Kaj izberem se pravi različne temelje, in jih potem samo seštejem in to količino popišemo v kontakt s količino. Kaj je parameter? Ja. Pridete popisane neke parametre, kreirate znotraj tega vašega orodja. Ti parametre lahko nazaj peljete v recimo EU. Ja, zaenkrat še ni izvoza, se pravi, tudi izvoz bi mogli narediti samo se pravi šifro, teoretično, pa opis postavke. Bolje pa v bistvu merodajna tista šifra. Ker na osnovi šifra, ko je komunicira, da se da. Če je napaka na redu, ali lahko zaznate, da je napaka Ja, zdaj način, da pač primera, da je zdaj, s postole ABC so tako še reči nekako vidno, se pravi, če so cele nične postavke, ki zelo izstopa. Če so pa mehne odstopanja, tega pa zaenkrat, če zmeraj je nek človeški faktor, ki bo mogel imeti napovedati. Ker tudi modelirniki imajo še neke pomanjkljivosti, ki se recimo opažajo, določajo neke pomanjkljivosti, katere bo še tega. Ti šifre, ki se uporabljajo za komuniciranje, so to IPI, simulactor, ali je to drugoreženec? Ja, zdaj v arhitektu lahko od atribute se vnese svoje lastnosti. Lahko bi bil lastnostni probit, ki bi vsebovali neko šifro, ali to dakso, ali to šifro, ali to transportca, ali to še nekaj druga. Se pravi, če bi že v arhitektu postavili smo potem neko optimizacijo. To je bil eden. Je bilo to vprašanje okoli IT-ja elementov. Ja, v bistvu, ki je fizično zapisan. Može IT, celo IT. Terminska organizacija opiše vsak svoj. Vsak element v arhitektu ima v UIBC, sploh ima svoj unique ID. Mi elemente prepoznavamo po teh unique ID. Zato tudi zna pa refresh narediti, če se ta element nekoliko spremeni, pa če zvine, da ugotovi, da ga ni več, nema da je drugačen. Tako da prepoznava jih po ID. Opis elementa je pa eden od podatkov, ki ga uporabi za delati ID. ta standardizacija teh ID ni pač druga. Standardizacija atributov. Ne, recimo vi pomeni, da imate šifro, pa imate opis. In tista ta šifra mora biti pravilno prepisana in modelirana, da ta element je res. Če želimo, da bo program znal, pač to poveže, ne? če drugače treba povezati prošno. To je eno od atributov, ki je treba že v modelirniku nabor atributov definirati na ta način. Kaj en parameter je treba določiti in potem, če obstaja parameter, ki je že v modelu, potem se normalno poveže z opisom isti parameter. Tudi lahko vse pasiramo na svoj standard. Ja. Si ga lahko prilagodimo. Vse zato je tam pri opazu, da je pokazal nabori atributov, so vezani, oziroma v tem primeru so bili vezani na modelirnik, ampak dejansko mora biti vezani na tistega, ki je, na tist standard, ki je bil uporabljen pri pripravi modela. Da je to firmski standard, če je standard orodja, je to generalni standard. Ne vem, če Martin lahko tam je, on bi znal povedati okoli oblikovanja nabora atributov, sigurno. V praksi. Moje je to ključno, no? Ja. Da je krevali ta software super primera, sve so vse smo gledali, ki so mi delali. Ampak po mojem je ključno ima tisti krevali prijo pot, zadnji, kaj treba standardne atribute, različno standardne opise, ki jih uporabljaš, na to čim bolj imeti skozi isto. In bolj na osnovi teh standardnih atributov, nastaviš sinteze noter, pa se naredi skupine teh, da ni to polno avtomatika zlaupa. Tam je ena ogromnost za Večja bo standardizacija, večja bo tudi optimizacija. No,